Včasih, ko sem zuna, se usedem na kako skalo, pa gledam. Ker tak, nekam. Pa skal ni več. Pa gledam tako dolgo, da še sama nekam zginam. Prositi treba na kvesturi, mogoče pa tudi na policiji. Čisto zraven stanujemo, zraven policije. Sosedje smo. Poglej! Sestre se pritožujejo, da si počasna in lena. Če boš tako nadaljevala, se bojim, da ne... Mislim, da hočeš vse preveč preprosto. Če pa hočeš zares postati svetica, boš to dosegla le z delom in odrekanjem. Koprčanka Maja Gal Štromar je že kot 7-letna deklica stopila na gledališke deske v vlogi Rdeče kapice. Igrala je klavir in violončelo, skladala skladbe in pisala. Je diplomirana romanistka in tudi diplomantka šole Žaka Lecoqa v Parizu. Danes je Maja Gal Štromar vsestranska umetnica. Kot profesionalna igralka je bila zaposlena v Slovenskem ljudskem gledališču Celje in drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, sodelovala je z gledališčem Koper, Slovenskim stalnim gledališčem Trst in Koreodramo. Je pisateljica, prevajalka, gledališka pedagoginja, dramatesa in gledališka režiserka. Tako doma kot v tujini je odigrala 100 vlog, od teh 36 filmskih in je prejemnica Severjeve nagrade za igro. Soba 408, prosim. 408. Žal mi je, 408 je pa že zasedena. V drugem nadstropju še veliko praznih sob. Ne razumete, rabim 408. Ne, vi mene ne razumete, zasedena je. Pomembno je. Slušajte, gosta imamo noter. Pa ga predstavite. Ne moram kar tako ljudi predstavljati. A ne morate? Ne, seveda ne. Pa ga pa sama. Čakajte malo. Gospa! Ugasnila bom svečke na torti z enim samim tihom, ki bo podoben poljubu in ki bo v resnici roža. Izdala je 16 avtorskih knjig, med njimi gledališki vademekum Črkolandija, ter priročnik za mentorice in mentore gledaliških skupin od besedila do uprizoritve. Piše gledališka besedila in radijske igre. V skoraj 3 desetletjih kontinuiranega dela na področju gledališke pedagogike je Maja Gal Štromar izvedla več kot 2100 gledaliških delavnic, v okviru katerih je svetovala, usmerjala in spodbujala generacije mladih in odraslih ustvarjalk in ustvarjalcev k razumevanju in razvijanju gledališke umetnosti. Kamera teče, ton teče, 3, 2, 1. Samo en cvet. Drage dame in gospodje, sem očitno objekt poželenja. Samo en cvet. En češnjev cvet, dehteč in bel odlok. Publika, tiho. Ne prizadeva si zgolj za umetniško rast posameznikov, temveč tudi za širjenje dostopa do kakovostne gledališke izkušnje. Izvedla je nešteto strokovnih svetovanj za otroške predstave v vrtcih in na osnovnih šolah, bila selektorica za festival Vizije in za Linkartova srečanja. Bila je večkratna članica raznih žirij. Poučevala je gledališko igro na HIA, Umetniški akademiji na Norveškem, v gledališču Kiklos v Padovi, na festivalu neodvisnih gledališč v Aleksandriji v Egiptu in v laboratoriju v Huminu v Italiji, ter svoje znanja, pridobljena v tujini, prenašala na slovenske slušateljice in slušatelje. Lepo v miru spijem to jebeno skodelico kave. Jo, kar spite, vaše veličanstvo. In to hitro. Davki, davčiči. Aha. Ne razumem. Ne razumem. Je nekaj davkov, davcev. Davčičev, čisto mičkanih, dropčkanih, mačkanih davčičev. V Trstu je v okviru Slovenskega stalnega gledališča vodila letni gledališke igre Studio Ars. Poučevala je tudi na gledališki šoli Barice Blenkuš, na Gilšu, poprej pa še na ZKO-ju in vodila letni gledališke šole Vilija Ravnjaka v drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Mnogi njeni slušatelji in slušateljice danes uspešno delujejo na področju dramske igre, režije, scenaristike, dramatike in pisateljstva.
Med ljubiteljicami in ljubitelji je znana tudi kot režiserka, več besedil je tudi dramatizirala ali celo dopisala. Med najvidnejšimi so uprizoritve Moj glas, moja pot, Norci in Trgovina s samomorilskimi pripomočki. Profesionalno zavezani, etični drži. Mi radi samo malo pomagali. Pomagali, ja. Pomagali! Bogi ljudje v stiski še napotnici za psihiatra dobijo. Optimizma in žara Maje Gal Štromar se ljudje v njeni prisotnosti hitro nalezajo. Velja za zahtevno mentorico, ki z veliko ljubezni, predanosti in neskončno željo po skupni rasti predaja svoje znanje. Kljub vsem njenim različnim dejavnostim pa sama pravi, da je včasih kljub vsemu tudi dolgčas. Zato se je posvetila dramatičnemu plesu planetov. V zadnjem času se ukvarja tudi z vedsko astrologijo. Naredimo skupaj enega selfija, enega sepkota. Dajmo luč v dvorano in vdih, izdih, čist, čudovito.